Lep dober večer vsem, ki ste se zbrali tlele. Čeprav je danes delovni dan, sem tlele v Ljubljani na stojnici in še najbolj me veseli, da lahko z vami delim to starodavno modrost hiromantike, nekateri temu pravijo usoda iz dlani. Jaz temu pravim predusoda iz dlani. Nekaj o tem bi vam rada pripravila tako predavanje, ki ne bo podobno eni prebrani knjigi z knjižnice, ki vem, da ste jih mogoče že prelistali, da bi lahko sami, ko bi se dotaknili nekoga, takoj ocenili, s kakšnim človekom imam opravka, recimo, če greš na randi, če je to tvoj nov delodajalec, poslovni partner, da bi znal presoditi, v katero skupino približno ga dati. Tako kot po očeh, po telesni govorici, spoznamo ljudi tudi po dlaneh. Kdaj sem se jaz prvič srečala s tem? V starosti 19 let, zato me je navdušila Romkinja, čudovita, taka mlada, karizmatična Romkinja, bilo je v Bosni, na kar sem jaz vse revije pokupila, vse knjige v zvezi s tem. V vsaki knjigi je pisalo malo drugače, tako da nisem vedela, kdo ima prav, kaj je resnica v tem, na kar me je pot pripeljala do Indije, od kjer tudi izvira hiromantika, usoda ali bolje rečeno predusoda iz dlani. Stara je več kot Sveto pismo, še starej. Hiromantika je v začetku služila, da so dobesedno ljudem prečitali zdravje, da so pogledali, še preden je prišel do doktorja, še preden se je kakršnakoli bolezen ali pa zdravstvena težava pojavila na fizičnem telesu, je že bilo opaziti na dlani. In lep dober večer vsem, živjo! Z vami sem Aleksandra Winkler-Drole, karmična svetovalka, mojstrica hiromantike. To je moj hobi, to je moja ljubezen, to je moj poklic, to je moje življenje. Kaj naj vam povem? Za začetek bi rekla, glejte, vsi vemo, da je naš prstni odtis unikaten, da tudi ni človeka, ki bi točno tako izgledal kot ti, imel točno tako življenje, tako usodo, ko ga imam jaz, pa ti, pa on, pa ona, še dvojčki nimajo enakih prstnih odtisov. In isto je tudi z dlanmi. Mi poskušamo, recimo, malo poklasificirati vrste in tip dlani, da lahko ločimo, ali je nekdo bolj zemeljski tip, ali je bolj zračni tip, ali je bolj vodni tip, ali je bolj ognjeni tip. Se pravi, to so nasplošno ene 4 kategorije, čeprav vam jaz iz mojih izkušenj lahko povem, da še nisem srečala, zelo malokrat sem srečala človeka, ki je bil prav tipičen, ki je bil dlan prav tipično za predstavnika ene kategorije. To bi pomenilo, da je zemeljski tip najboljši človek v poklicih, ki zahtevajo konkretno delo in konkretno, da nekaj ustvari. To je na primer kuhar, poljedelec, vrtnar in tako naprej. Vrtnar že zahteva malo bolj umetniškega človeka. Zemeljska roka je ponavadi oglata, je trpežna. Človek je realist po naravi in tak človek je človek dejanj. Se pravi, od ideje do izvedbe je pri njemu en korak in niti nima nekih abstraktnih ciljev in abstraktnih idej, ki jih nikoli ne bi. Zdaj, tako roko ima ponavadi kmet. Ko se z njim rokuješ, začutiš toplino, začutiš, da je nekaj toplega, te čvrsto prime, se te ne boji primiti, ampak spet ne preveč. Če boste v življenju srečali človeka, ki vas bo stisnil tako za roko, da bi hotel vašo dlan zdrobiti, potem veste, da imate lahko opravka z eno avtoritativno osebo, ki vas hoče podrediti. Se pravi, če ste brali Martina Krpana, mogoče se ga od nekje spomnite, kako je Brdavsu stisnil roko, da se je pocedila kri za nohta. Ta stavek me je ostal v spominu. A se spomne še kdo te zgodbice? No, to je simbolično pomeni, zdrobil te bom. So ljudje, ki se ne želijo rokovati, ki je njihova roka tako nežna, drobčkana, ker je recimo moja, ampak sem videla še par drugih, še bolj drobnih rokic,
In bi rekli, da je ta človek pa glih obratno od tega močnega tirana, ki te stisne tako čist brez občutka. Jaz bi rekla na to ja in ne. Če je roka mlahava, da imaš občutek, da se rokuješ s poginjeno ribo, takole, da ti ponudi tako plaho, potem je varianta, da imaš opravka z umetnikom. Umetnik se ne želi rokovati in to mu ne gre zameriti. Se pravi, ne mislimo, da je prestrašen, ne mislimo, da nekaj skriva za hrbtom, da se te boji, ampak preprosto se ne želi rokovati. Umetniku je roka vse, tako kot je nam punčica v očesu. Potem, se pravi, zemeljska dlan, taki so dobri, konkretni delavci, izvajalci, zračna, prsti so dolgi, se pravi, kot da bi človek, ko dirigira, recimo dirigenti so umetniki, njihova energija je tlele gor nekje, zmerom od ideje, zmerom so pred časom. Prsti so dolgi, včasih je tudi razmak med prsti, tako da maha po zraku, tudi giblje svoje roke na ta način. Dlan je oska, dobesedno, kot da bi mešal zrak. Tak tip je intelektualc po naravi, je, bi se reklo, zračen človek. V astrologiji so zračna znamenja, vemo, da so to dvojčki, najbolj taki klasični, odlični komunikatorji, tehniki. Slabost pri takih ljudeh je, da lahko niso dovolj, da imajo ogromno idej, ki jih pač težko realizirajo. Paše mu pa tip ob sebi, ali sodelavc, ali partner, ali nekdo, ki je zelo prizemljen in to zelo zemeljski, ki reče, dajmo to tako narediti, en praktičen. Potem imamo ognjeno dlan. Ognjena dlan je spet kratka, ampak malo bolj okrogla in tak človek dobesedno se ne boji ognja. Sem imela babico, ki je imela ognjeno dlan. To je temperamenten človek, ki mogoče celo rad gre tja, kjer so izzivi v življenju. Celo rad gre, ne moti ga, ne boji se izzivov, ne boji se, ne vem, moja babica je živela v času druge svetovne vojne, njena mladost je bila, tam je ostala. In ni se bala iti pred sodišče, rešiti partizane, ni se bala skrivati partizane in tako naprej. Celo v izzivu je bilo to. Se pravi, ognjen človek dobesedno ima toplo dlan, to je temperamenten človek, ki je tudi obenem dokaj rad nekaj transformira. Za ogenj vemo, da rad transformira. Ogenj je tista gonila, ki nam v nas predstavlja temperament. Zdaj tle, pri ognjenih tipih je treba paziti dve stvari. Pri njih je lahko ta ogenj v redu, ker ti tak človek vedno predstavlja neko energijo. Dajmo to narediti na ta način, pravi. A bi to mi izboljšali pa naredili na drugačen način. Včasih je ta njegov ogenj tudi v smislu koleričnih izbruhov. Če imaš ob sebi človeka, ki pač ima ognjeno dlan, moraš vzeti v zakup, da se gre lahko tudi to za koleričen temperament. Vodna dlan. Se pravi, to so emocije, voda predstavlja emocije, čustva. Taka dlan je zmerom vlažna. Neverjetno, ampak je pogosto vlažna. Človek je lahko hipersenzibilen, to pomeni, da toliko intenzivno zaznava energije drugih ljudi, da celo težko živi, ker se mu preveč nekih vtisov, ki niso njegovi, od drugih pelje v njega in včasih ne loči, kaj so njegove zamisli, kaj so zamisli od koga drugega. Vodni tip je lahko tudi umetnik, po naravi je dober tudi duhovni mojster, je dober, ni glih najbolj praktičen človek, v življenju lahko ga ovirajo čustva. Je pa zelo čustven, kar mu pride prav poklici, kakor so zdravstvo, recimo želi nekaj izboljšati, nekaj pomagati, želi
nekaj narediti, da gre njemu in drugim okrog njega boljše. Mu ni vseeno. Psihologija, tudi učitelji imajo zelo to vodno dlan. Vsi vam bojo govorili o nekih črtah na roki. Jaz sem neskončno številokrat, ne vem kolikokrat, ampak najpogostejše sem slišala, ti, daj povej ti meni, koliko dolgo bom jaz živel, a imam dolgo življenje, a to je dolga življenjska črta, a se tudi vam to porodilo v glavi, da bi najraj bi človek vedel, koliko let imam še pred sabo, da vem približno to speljati. Jaz bi tlele to odgovorila, če imate to v glavi, to idejo, a ne, ker bi radi vedeli, koliko časa boš živel. Glede na to, da sem rekla, da dlan pokaže predusodo. Predusoda je preddispozicija, da se ti nekaj zgodi. Ni pa to zafiksirano, bi se rekli temu, ni to v kamen, uklesano, to bo tako pika in konc. Ne bi se jaz spuščala toliko v črte, ker niso črte toliko zelo bistvene, kakor jih vsi opisujejo in merijo po dolžini, čeprav so tudi važne črte. Vam povem, da je najpomembnejši dotik. In mogoče se bomo potem malo probali dotikati med sabo. Jaz imam tlele pri sebi tudi eno tako razkužilo, da se razkužimo, ker nočemo kakršnikoli bacilov, da bi se potem probali malo dotikati, da dobiš občutek, kdo ima kakšen tip dlani, oziroma v čem je razlika med eno in drugo. Ta prva stvar je dotik. Glede, če se dotaknete človeka, ki ima v eni taki sobni temperaturi sorazmerno mrzlo dlan, potem so to že znamenje depresije. Človek prestaja težko obdobje, depresija, anksioznost, ene čustvene težave, stiska, notranja stiska, kaj bo z mano, ne? Tako da dlan ne bi se preveč potila. Narobe je pa tudi, če je presuha dlan. Tlele pri pretirano suhi dlani bi poudarila, da je možna dehidracija. Je človek preprosto dehidriran, da glede na to, koliko zgublja tekočine z znojenjem, z govorom, recimo tudi zgubljamo tekočino, da premalo pije. Tako da, če je dlan presuha, je dehidracija, če je dlan mrzla in vlažna, potem so pa to že ene čustvene stiske. Če se spomnite, kako je bilo v šoli, jaz vem, da sem pred tablo imela skozi potne dlani. Pa stopala verjetno tudi sem. Dlani imaš prav, pri roki in jih prav čutiš, ko se ti znoji, ko se treseš, ker te je strah, kaj bo. Ljudi je lahko strah, če bojo izgubili stanovanje, če jih bo partner zapustil, kaj bo z njimi in tako naprej. In če se gre za take stvari, se to pol hitro vidi na dlani. Zdaj, ena najbolj zanimivih stvari, ki jih lahko vsak vidi, če ima naravne nohte, recimo brez da je z lakom prikrito, so nohti. Jaz dajem ogromno poudarka na izgledu, naravnemu videzu nohtov. Noht naj bi imel gladko površino. Če so na nohtih črtice, potem pomeni to lahko težavo na tistem prstu, ki ga predstavlja. In sicer, če gremo od začetka. Venera. In Venerina ravnina, Venerin hribček z Venero. Venera, vemo, da je to boginja ali pa božanstvo ljubezni, plodnosti, obilja. Se pravi, Venera predstavlja od dobesedno razmnoževanja, partnerstvo, denar, otroke, plodnost, se pravi plodnost v vseh pomenih. In vse to pokaže pavc z vsemi členki in s telim predelom vse do življenjske črte. Vse tole je Venera. In če na tem predelu se malo pretepate zdajle, se pravi, če se lepo pretepamo
bi se rekli, svoj Venerin grič, ne? Če začutite kje bolečino, potem tej bolečini rečemo motena cona. Če je motena cona, pa še drugo roko, kar tlele se malo fejst pritisnite, če bi zabolelo, spustite. Če je tam motena cona, pomeni, da nekaj moti ali tvoje ljubezensko, emocionalno področje, ali tudi Venera predstavlja, bi se reklo, žensko maternico, jajčnike, vse, kar je povezano z organi z reprodukcijo. Tudi pri moških je podobna zgodba. Potem to ni v redu znamenje. Se pravi, če kje boli, potem to ni prav in se da rešiti. Če gremo, potem če gremo k naslednjemu prstu, tlele nikoli ne boli, ne, k kazalcu. Za kazalce, za vse ostale prste je zelo pomembno, da so ravni. Če hočemo, recimo razen palc, glasbeniki imajo tlele zelo izrazit lok, kitaristi, ampak to recimo zelo imajo umetniki, glasbeniki, tale Venera predstavlja tudi lepoto, estetiko, glasbo, dramo, gledališče in to se vse vidi. Noht, tlele noht naj bi imel ravno gladko površino, to pa vemo, če je naraven, brez da imamo čez polakirano. Če so črtice, pomenijo lahko srčno aritmijo. Kazalc, če naredim takole, recimo, potem kazalc je normalno dolg, če je enako dolg od prstanca. Če sta prstanec in kazalc enako dolga, potem imam kazalc normalno dolg, takole, to je mera. Se pravi, ne moram reči, ti imaš dolg kazalc, ti imaš kratk kazalc, ker se meri dolžina proporcionalno s prstancem. Če je kazalec vidno krajši od prstanca, pomeni, da imaš kratek kazalc. Če imaš kratek kazalc, to pomeni, da nisi glih najboljši vodja, ker kazalc ti to, a se razume. Se pravi, zelo dobri vodje imajo kazalc zelo poudarjen, malo daljši. Zelo avtoritativni ljudje, ki niso sposobni poslušati mnenja drugega, se pravi, jaz sem lahko vodja, organizator, ampak še zmeraj, če imam okrog sebe ekipo, lahko vprašam, ali vi se strinjate z mojim mnenjem, ali bi še kaj izboljšali, premislite, prespite, vsak naj predstavi svoje, se pravi, tle si že dober vodja, če pa si diktator, potem imaš lahko zelo dolg kazalec in tak človek nikoli ne prisluhne mnenju drugemu in je lahko tudi v najhoj primeru tiran. Če to podkrepijo še druga znamenja na dlani, potem imamo res opravka z enim hudim tiranom, ki je pripravljen dobesedno izkoristiti te. Se pravi, ko greš na razgovor za službo, opazuj svojega bodočega šefa, vodja, direktorja, če ima kazalec zelo dolg, res zelo dolg, da je to recimo že pol centimetra daljši od prstanca, in če je poleg tega še človek, ki ti hladno in močno, brez občutka stisne roko, pa res premisli, če bo vzel to službo, ali pa bo pripravljen malo bolj na vse to. Sredinec, ne? Toliko zgodb o teh sredincih, recimo, tako iz pouličnega izrazoslovja, iz tega najstniškega žargona. Bi se reklo, to je prst, ki je zadolžen za to, da se naše ideje razširijo, ne? Predstavlja Jupitra, oziroma Saturna, pardon. Saturn je učitelj, je nekdo, ki mu štrli glava ven z množice, ki je večji od ostalih, ne? To je pač Saturn. Če je prst sredinec raven,
se pravi, mora biti raven, neukrivljen. In če ga podpira še črta glave, ki pelje k njemu, ne? Se pravi, tako kot je v mojem primeru, to je črta glave, ki pelje, lahko pelje k kazalcu, lahko k sredincu, pri meni se sicer razcepi na dva dela. Potem tale Jupiter je zadolžen za to, da si lahko dober učitelj. Ni nujno, da si po poklicu učitelj, tudi jaz nisem po poklicu učitelj, ampak še zmerom si upam stati pred nožico, še zmerom je v meni neka želja, da bi tisto svoje znanje, informacije, ki jih imam, delila z drugimi. Ker pač Jupiter je zadolžen tudi za dolga potovanja, za to, da se lahko naučiš tuje jezike, ali pa tudi ne. Če je ukrivljen Jupiter, potem te tak človek lahko pelje, rečemo, žejnega okrog jezera. Si rečeš, tam je pa pelil žejnega okrog jezera, ti predstavi eno idejo in ti mu slediš, ampak na koncu si rečeš, Madonna, ja, se od te ideje je imel samo on korist, jaz pa ne. Tako da Saturn je bog pravice, je bog božanstvo, reda, discipline, je učitelj, je guru, je bog karme, mu rečemo v sanskrtu. In zdaj le gremo na prstanca. Zakaj se poročni prstan vedno nosi na levi roki in vedno na prstancu? Ok, a lahko slišim vas, vse preprosto. Aha, leva roka je srce, ja, dobro, lepo. Pravi, da če magnete uporabljaš, jih moraš na levi roki, da gre energija v tebi, če na desni pa jih obratno, to je res. A magnete, zdaj smo pri hiromantiki. Ne, sem tako, recimo, če ima to povezavo s srcem. Ma povezavo s srcem, ja. Zakaj pa ravno na prstancu? Dobro, ok, prstancu rečemo zato, ker nosi prstan, poročni prstan, recimo. Zakaj ne nosimo poročnega prstana, na primer na sredincu ali pa na kazalcu? Manj uporabljamo prstancu. Aha, kaj pa mezinc? A ga še manj uporabljamo? Ker prst bi najmanj pogrešal, če ga ne bi bilo? Aha. Ok. Na temu prstu vidimo dobesedno ljubezen, zakon. Zakon, otroci, ki pridejo iz srca, otroci so označeni na tlele, te črtice, tle so otroci, jaz jih imam 3, in ko sem bila stara 19 let, ko sem jaz videla, da bom imela 3 otroke, jaz sem bila najbolj srečen človek. Meni je bilo to največ sem si to želela in da bojo 3 srečni, zdravi. Takoj pod prstancem poročnem imate črtice, navpične tle dol in predstavljajo otroke. Imam tudi povečevalno steklo tlele, če bo kdo, ja, hotel si pogledati ali pa boste doma. Navpične črtice so otroci, a ne? Ja, na obeh, ja. Ja, razliko moram še povedati. In ko gremo, se pravi, tle ta prst, če bi imel noht, jaz sem videla človeka, moškega, ki mi je zaupal, da on bi bil rad duhovnik. Ampak ni šel za duhovnika. Jaz sem rekel, če bi bil duhovnik, pa ne morate imeti žensk. Je rekel, ja, da jih imajo glih tako. Ok. Potem je tekom pogovora zaupal, da on se ženo super razume, ampak da pohajata vsak po sebi, on gre s prijatelji, ona gre s prijateljicami in da se v redu razumeta. Zanimivo mi je bilo slišati to, da je rekel, da sta celo na poročno potovanje šla vsak zase. Okay. In sem rekel, vam zakon predstavlja stres. On pravi, ne, ni res. Ok, imate vi prav, stranka ima zmerom prav, ne, rečejo.
Ampak zanimivo je bilo to, kako sem jaz lahko njemu rekla, da njemu zakon in zakonsko razmerje predstavlja stres. Od vseh nohtov na roki je imel take navpične črtice ravno na temu prstancu. Ravno noht na prstancu je bil poškodovan. Tako da očitno so mu srčne zadeve, ki se tičejo partnerstva, zakona, povzročile težave in malček stresa. Gremo k mezincu. Mezinček. Ne? Komunikacija. Če hočete hitro ugotoviti, kdo krade in laže, poglejte mezinca. Ljudje tudi, ki zavajajo z govorom, prodajajo mačka v žaklju, imajo problematične mezinčke. Problemi se lahko vidijo, ali da ni raven, da je ukrivljen, ali da je zelo poškodovan noht, ima to naravno tako kot zrase, ali pa da je blazinica pod mezinčkom poškodovana, da človek lahko tudi ne vidi točno take resnice, kot je. Se pravi, človek lahko vidi, doživlja eno svojo resnico, ki pa ni tista resnica. To pomeni po domače, da ima lahko strahove, da dvomi vase, da ga je preveč strah, brez kakršnega koli konkretnega razloga. In mezinček je zadolžen za to, da znamo komunicirati. Če so problemi na mezincu, potem so problemi lahko na grleni čakri, lahko so težave z izražanjem, človek čuti eno, ampak če pove to, se boji, da ga bojo drugi narobe razumeli, lahko pa dobesedno laže ali pa zavaja. Spet bodite pozorni v poslu, če se srečate s človekom, ki ima kakršenkoli mezinček, ki izstopa. Morate pa še nekaj vedeti, da so prsti povezani tudi z zobmi, in včasih kak členek boli, ker te boli zob, ali pa imaš problem s kakim implantom. Tako da, če je kakršnakoli bolečina na kateremkoli členku, je to lahko povezano tudi s katerim od zob in je treba potem zob pozdraviti. Leva in desna roka. A ste vsi desničari? Rečite na glas. Ja. A je kdo levičar? Ne. Ok. Vsi desničari. Se pravi, kakšna je pa razlika med desničari in levičari? Ja. Desno imaš močnejšo. Levičari so celo malo bolj emocionalni ljudje, mogoče celo malo bolj duhovni od desničarjev, ker je njihova, bi se rekli, leva roka predstavlja in žensko, a ne naravo. Desna roka pri desničarju predstavlja jan, moško energijo. Če je ženska duša, ljubezen, sočutje, potrpežljivost, strpnost, pasiva, je desna roka moška. Jasnost, odločnost, razum, pogum, akcija. To so moške kvalitete. Mi ljudje v tem življenju rabimo vse. Se pravi, naj bi bilo idealno, da je v ženskem telesu 70% ženske in 30% moške energije. Kaj bi ženske brez razuma, ne? Ampak še zmeraj zelo nerade bi vozile kakšne velike šleperje, veste, da ste zelo velike kamione. Jaz ne bi, no. Verjetno ti tudi ne, ženske. A bi? Ne. Ne bi, a ne? A veste, pa je tako lahko peljati, da ga je še lažje voziti ko osebni avto, se to z lahkoto obračaš. Se pravi, ne rabimo fizične moči. Po moje je tlele bolj tisti fokus, ki ga imajo moški, ker moški ima fokus na eno stvar zelo močen.
Ženske imamo fokus malo bolj razpršen in zato nam moški rečejo, da nismo glih toliko tehnične, da malo bolj široko vidimo stvari. On se pa lahko zelo sfokusira in nekdo, ko vozi tako veliko mašino, kakor je tovornjak, mora biti res ekstremno sfokusiran, ne? In biti tudi pogumen, da pelje, se mi zdi, da je to zelo odgovorno. Se pravi, razlika med levičarji in desničarji. Sicer je boljš biti desničar, preprosto iz praktičnega razloga, ker je ta svet narejen za desničarje, ne? Kljuke, vrata, avtomobili, recimo, glasbeni inštrumenti, violina, recimo, čeprav baje, da jih že izdelujejo tudi za levičarje. Levičarji so bili zelo Da Vinci, recimo, ne? Uspešni, ker imajo bolj poudarjene ženske kvalitete. Kaj pa mi, ko beremo, recimo na dlani, kaj mi, v čem razlikujemo levo pa desno? Če pogledate, na hitro se vam zdita enaki. Poglejte. Ne, nista. Nista, ne. Ampak še zmerom vemo, da so dve vaši, recimo pašeta skrb. Niso popolnoma enaki in sem že slišala taka vprašanja, recimo, leva pomeni preteklost, desna prihodnost ali obratno. Jaz bi to hitro zanikala. To ni tako. Moja teorija, zdaj teh teorij je ogromno, ampak jaz vam povem mojo teorijo. Moja teorija je tale, da je ženska dlan, se pravi, ženska energija se izraža na levi dlani, moška energija se izraža na desni dlani. Zdaj, kako to vem v praksi? Recimo, k meni pride človek, ne vem, klient in reče, sem v obdobju razveze, ločitve, kaj in kako mi kaže naprej. Ali pa mi nič ne pove in vidim, da ima težavno obdobje. Če je tega človeka zelo čustveno prizadela razveza, zakonska razveza, je to videti na levi dlani. Če ga je tudi finančno, materialno prizadela razveza, se pravi, ti lahko staneš po zakonski razvezi brez ljubezni, ker ti gre z drugo partner, lahko staneš pa brez hiše, pa brez sredstev za preživljanje otrok, ker ti gre drugam, ne? Se pravi, če se ti materialne stvari, se pravi, te logične, razumske, moške kvalitete, se vidijo na desni. Če te prizadene na čustvih, se vidi na levi. Če te prizadene na materialnem, glede preživnine, stanovanja, se vidi to na desni. Lahko ti pa povzroči obe dve. Kako se to vidi? Na vseh 4 črtah. Na črti usode, na črti glave, na črti življenja, na vseh črtah. Kako? Ne, napake so tam, napake. Ja, otoki, napake. Napake so, ponavadi mora en dogodek mora biti podprt vsaj 2-krat. Se pravi, jaz hočem, da je en dogodek, preden ga rečem, da ga vidim vsaj na 2-3 koncih. Vsaj na 2 koncih moram videti en in isti dogodek, preberem, da potem rečem, to je pa to. Če gremo na hitro pogledati, recimo, kakšno razliko imate med levo in desno. No, vam bom še na začetku nekaj povedala. Ko se človek rodi, se mu začne nekako življenje na življenjski črti tlele. Tlele pri kazalcu. Se pravi, tle je tvoje rojstvo, tale Venerin, tlele gremo gor, mislim, zdaj grem rikverc. Naše življenje se je začelo tlele. Če je bil porod zelo težek, če mama tebe težko rodila, potem je lahko že na začetku ena taka močna pika not udrtina, če si se rodil, ne vem, s popkovino ali pa
Zdaj, carski rez je lahko za otroka težaven, lahko pa tudi ne. Ker lahko je to zelo v redu, ne čutiš nič, če si bo rojen s carskim. Lahko je pa trajalo zelo veliko časa, preden so tvoji mami naredili carski rez. Tako da v tem primeru je pa dojenček trpel. Potem smo odraščali. Ne? Recimo, da smo svoja najstniška leta preživeli nekje, če bi naredili usporednico, bi bilo to tlele nekje med kazalcem in sredincem, potegnem dol in na življenjski črti vidim tle konc moje pubertete. To naj bi bilo nekako 16-17 let starosti. Takrat smo punce imele najhoj puberteto, fantje pa še 2 let dlje. Pri fantih je puberteta ponavadi traja 2 let več. Čeprav tudi tle so številke fiksne in mirodajne, kako vemo, le en otrok shodi pri letu po pol, drugi otrok pri 2 letih in tudi izgovorimo, nimamo vsi identične, pač naša biološka starost ni nujno identična gestacijski starosti. Zato tle zdaj leto 2 ne gremo natančno tlele meriti. Imam pa določena druga znamenja, tako da lahko zelo enostavno določim, kdaj pride ženska v menopauzo in tako naprej. In potem gremo po življenjski črti dol. No, in zdaj tlele gor imamo ponavadi vsi neke take verige, take skrižane ali pa otoke. Če bi bil otok tam, potem to pomeni lahko, da je bilo že ogroženo tvoje življenje, se pravi, da si lahko padel, bil nezavesten, preživljal kako res usodno težavo, bolezen, ki si bil že na meji, da boš ušel, ali pa je celo tvoja duša že ušla, pa so te spet poslali v to življenje in v to telo, zato si zdaj tle. In ljudje, ki prihajajo v naše življenje, pridejo vedno z Venere. Nekdo, ki pride v tvoje življenje, recimo si trgovka, si po poklicu, ne vem, nekdo, ki ima zelo stika s strankami, bančna uslužbenka ali pa uslužbenc, potem imaš zelo veliko takih tankih črtic vpliva z Venerinega griča do življenjske črte. Če delaš v vrtcu z otroki, se pravi, to se tudi šteje kot delo z ljudmi, potem je izjemno veliko črtic, tankih črtic, lasek tankih, ki pridejo, ki se dotaknejo tvoje življenjske črte. Življenjsko črto smo rekli, da je tale, ki loči palec od ostale dlani. Če nimaš, ali pa če v drugi polovici življenja, se pravi nekje od tlele dol, ne boš imel zelo veliko dela s strankami, se pravi direktnega kontakta, da boš imel službo, ker boš delal mogoče nekje bolj v ozadju. Potem nimaš veliko stikov z ljudmi in se ti ustavijo načrti ali pa celo tlele prazno polje. Osebe, ki pridejo v tvoje življenje in ti zelo veliko pomenijo in ti celo spremenijo življenje, lahko na boljše, hvala Bogu, lahko tudi ne, ampak ponavadi je odgovor, da ja, prečkajo življenjsko črto in grejo k črti usode in od črte usode grejo lahko k črti srca in črti glave. To bi pomenilo, jaz, ko sem se poročila, sicer ta prvih par let mi je firma še kar dobro šla, ampak ni bilo nekaj grozno za se hvaliti. Ko je pa prišel mož v moje življenje, sem uspela, tako, poslovno. Zdaj, mogoče zato, ko sem bila bolj zagnana, motivirana, ne vem, ampak to imam dobesedno tle označeno. In seveda sem jaz to že dosti prej vedela in sem čakala, kdaj boš prišel, ker pol imam lepše življenje od takrat naprej. Nekdo, se pravi, ki se zelo dotakne tvojega življenja, ki ti ga spremeni,
je označen s črtico, ki se ne samo dotakne tvoje črte glave, ampak gre naprej. In zdaj odvisno, kam se ustavi, če se ustavi na črti srca ali na črti glave, ali pa pelje na katerega od prstov, tam, kamor pelje v smeri tistega prsta, takšen vpliv bo imel nate. Se pravi, če gre k mezincu, boš srečal nekoga, bo prišel nekdo v tvoje življenje, ki bo verjetno trgovec ali pa nekdo, ki zelo komunicira, trgovski potnik, ne vem, lahko bo kak biznismen ali pa ženska, ki je dober komunikator, govornik, predavatelj in tako naprej. Če gre na Jupitra ali pa na Saturna, te nauči reda, discipline, se pravi, je lahko tudi učitelj, guru. In od tiste črte, ki se jo dotakne, kako gre tista črta naprej. Če gre oslabljena naprej, ti je človek lahko spremenil življenje in si izgubil sebe. Glejte, so ženske, ki se poročijo, prej je imela svojo službo, je služila, je pač živela, je bila, dajmo reči, zadovoljna s svojim poklicem, ampak se potem dobro poročila in mož je rekel, nikar ne hodi več v službo, daj bo traj doma, pa skrbi za dom. In od tam naprej se potem njena kariera ustavi. In črta usode je tale naslednja, ki gre recimo tlele na desni, je lahko pri mnogih bolj začrtana, ki gre navpečno navzgor. Se pravi, lahko se začne na spodi in pelje gor. Črta usode, če je jasno začrtana, je tvoja usoda jasno začrtana. Če tvoja usoda ni jasno začrtana, se moraš bolj truditi, da se najdeš. Samo v tem je razlika. Dokler imaš črto usode jasno, ta, ki pelje edina črta, ki pelje navzgor, v določenem življenjskem obdobju lahko človek tudi spremeni svojo usodo, bi se reklo, lahko se odseli, pa to zelo veliko vpliva na njega, lahko pusti službo za par let in se celo prekine črta usode. To pomeni, par let ni hodila v službe, par let ni vedela, kako bi živela, ni bila ona ali pa on, bi se rekli, vodja svojega življenja, ampak se je človek prepustil, lastnik take dlani, da so mu drugi dirigirali, zdaj pa bod doma, zdaj pa bod na porodniški, zdaj pa ne moreš v službo, ali pa celo na bolniški, pa pol ni sposoben za delo in se spet malo izgubil. Ko se spet pojavi črta usode in kamor pelje, tam bo spet delal naprej. Če pelje črta usode k sredincu, potem je človek lahko dober gospodar svojega življenja. Če pelje k kazalcu, se lahko celo prepušča drugim, če pelje k prstancu, črta usode ali pa če se en del nje, potem lahko je njegova usoda bolj odvisna od njegovega zakonca, od njegovega partnerja in tako naprej. Gremo pogledati tole sredinsko črto tlele. Tale pokaže zelo dosti, pove o našem načinu mišljenja, se pravi tale srednja črta glave, ki je najbolj na sredini dlani, ponavadi gre malo ukrivljena v loku, se konča na lunini ravnini, tlele imamo zgornja, srednja pa spodnja lunina ravnina in tale črta glave se včasih na začetku združi z življenjsko črto, včasih pa ne. Če se ti črta glave, združiš življenjsko črto, potem si bil kot majhen zelo navezan na svoje starše. Tale pa tale. Če imaš tako kot jaz, vmes 3 mm razmaka, pa samo povezano z eno tanko črtico vpliva, vse tiste tanke črtice jim rečemo črtice vpliva, potem rečem takim ljudem, kar samorastniki. Taki ljudje, to je čisto moj primer, smo pač zmerom bili sami svoji. Tudi če smo imeli starše, pa so nas vzgajali, pa so nam kupili lepe obleke, lepe stvari, so se trudili, ampak čustveno se nas niso dotaknili.
Ali pa smo mi se zmerom bili čutili drugačni, kot da ne spadam v to družino, kot da ne spadam na ta svet, kot da hočem pobegati v svojih mislih nekam drugam in da pač nekaj ne morem se povezati na srčnem nivoju z njimi. Taki ljudje rabijo zelo veliko dela skozi življenje, da razvijo srčno toplino, ker so zmerom se zaščitili, so se navajeni ščititi z eno hladno fasado, tako da na zunaj izgledajo lahko nedostopni za druge, v resnici imajo toplino, imajo radi ljudi, ampak se držijo hladne nazaj, ker se bojijo, da jih bojo drugi prizadeli. Ker kot otroci so pač imeli bolj hladne odnose. Se pravi, red, disciplina, hrana, obleke, kaj rabiš, kaj ne rabiš. Ni bilo pa tega, kako se počutiš, pa daj pridi sem k meni, vem, da ti je hudo. A razumete? Je bilo bolj tehnično. In ni glih fajn živeti, če imaš ločene te dve črti. Fino je, da se začnete skupaj, potem pomeni, da si imel bolj srečno otroštvo in čim manj teh grdih verik na začetku. Ampak tisto je itak že mimo. Gremo spet k črti glave, a ne tako lepelje naprej. Če imaš pred sabo človeka, ki je realist, se pravi, realist je človek, ki je zelo prizemljen, zelo realen, ne fantazira, nima neke domišljije. Potem je njegova črta glave zelo ravna, recimo pri meni že uvita. Obratno imamo tisti, ki smo bolj sanjači, intuitivni ljudje, vedno tak logec, ki se spušča, ne, črta glave se spušča na tole srednjo lunino ravnino, temu rečemo lunin grič oziroma lunina ravnina, se spušča v loku in če se ti na konci razcepi v kačji jezik, pomeni, da imaš res bujno domišljijo, da bi lahko pisal pesmice, pravljice, da bi lahko služil kruh z besedo, ker imaš toliko bujno domišljijo, da znaš eno tako znanje predati ali pa prodati, če bi tako se izrazila, na tak način, da je drugim lepo poslušati. Spravi, to so že take malo umetniške duše. Lahko se ti celo na levi naredi malo večji lok, pa na desni malo bolj raven. Lahko imaš celo na levi kačji jezik, ne, črto se zaključi v tak razcep, temu rečemo pisateljeva rogovila, pa jo na desni nimaš, kakorkoli, obe dve znameni sta dobrodošli in ti obljubljata, da je tvoj govor lahko zelo podprt z enim takim uspehom v govorništvu. Črta srca, ne? Tale zgornja črta srca, srčna črta, ta se pa začne na robu dlani, pod mezincem in lahko pelje k Saturnu ali pa k Jupitru, ne? K sredincu ali pa k kazalcu. Ali pa nekje vmes se konča. Recimo v mojem primeru se spet razcepi, ker se ni mogla odločiti, da bi šla k enemu ali k drugemu. Se pravi, če je srčna črta, če pelje k kazalcu, potem imaš človeka, ki je izjemen direktor, vodja, organizator. Ker to pomeni ti to in je lahko tak izjemen govornik, vodja, organizator. Če gre tudi k srednjemu prstu, potem je to že malo bolj učitelj. Tako da učitelju je zmerom mar, govorimo o srčnih učitelju, so to znanje predstavili na tak način, da je bilo razumljivo. Se pravi, ni samo govoril ti naredi to, tako kak vojaški poveljnik samo poveljeval. Ljubezni, partnerstva. Se pravi, če imamo tlele srčno črto, potem nad srčno črto dobimo ene take drobne črtice na Merkurjevi blazinici, ne? Ene take drobne črtice vpliva
ki predstavljajo ljubezni. Se pravi, če upogneš takole dlan, potem ti med enim pregibom, tle, kjer se prepogne, pa med tem delom, kjer se začne mezinček, imaš vmes črtice vpliva, tam pokažejo tvoje ljubezni, ki so se te dotaknile k srcu. Niso vse ljubezni zakonske zveze. Tako da ponavadi pogledam, videla sem recimo dva mlada, sta nekako moževa sorodnika in sem jim videla obema samo eno ljubezen in samo en zakon. Pa sem rekla, ti imaš pa samo eno ljubezen, pa samo en zakon. Ja, se to je čudovito, mislim, se razume, boljše tako, pa da ostane, a ne. In pogledam pol še drugemu partnerju, če ima on tudi tako, za preizkusiti, identično. Oseba, ki se poroči z ločenim ali pa razvezanim, to je eno mesto, z vdovim človekom, potem, ali pa če si ti vdov, imaš celo križ na koncu črte vpliva ljubezni, žalostno. Isto, če ti umre otrok med porodom ali pa takoj med nosečnostjo ali pa pri porodu, ali pa zelo majhen, ker te zelo prizadene, se pravi, da ni še sploh uspel uživati v tem življenju, potem se spet pojavi križ na koncu črte otroka. To sem tudi že videla, starejše ljudi, ki sem se jaz to učila, sem predvsem preteklost gor gledala, ker je vse isto. Se pravi, ti imaš zmerom isto, tako kot je tvoj prstni odtis, a si ga dal v starosti 20 let, 30, 50, a veste, ko smo včasih še delali osebne izkaznice, da smo pustili svoj prstni odtis. Se pravi, se ne spreminja. Mnogikrat so me vprašali, če se spreminja. Ponavadi se ne spreminja. Razen kakšne črte vpliva se malo spreminjajo, tako da v bistvu ostane. Ampak rekla sem, da je usoda na dlani, predvsem obet, da je to predusoda. Predusoda pomeni, recimo, da se ti rodiš nekje staršu obrtniku in da ti bojo zapustili obrt. To pomeni, da imaš že dobre možnosti, da uspeš s tisto obrtjo. Ni pa nujno, da boš ti to obrt speljal, da ti bo prineslo, ne vem, uspehe tako kot tvojim prednikom. Ampak v vsakem primeru je to ena predusoda, eno darilo. To bi bilo nekako tako. Jaz vam puščam še čas za vaša vprašanja, tako kot sem vam obljubila, če boste želeli, si bomo tudi med sabo kaj pogledali, boste prišli kaj vprašati. Ima kdo kako vprašanje v zvezi s tem? Tako da pogledate malo roke, pa ne? Ja, zdaj zato si rabam vzeti celih 15 minut časa, ne, jaz imam tudi stojnico tlele.